Tako sta ob igranju preloških muzikantov namesto slovesnega prereza traku predsednik agrarne skupnosti in črnomaljska županja z žaganjem odprla težko pričakovano cesto. To gre v zgodovino, trajalo je dolgo, da smo prišli skupaj, ampak smo prišli in mislim, da bomo tudi nadaljevali še z rekonstrukcijo te ceste, kajti naši gozdovi so potrebni ureditve, k čemur pa seveda prispeva tudi infrastruktura. Pred 7 leti so sicer pripravili projekt za ureditev skoraj 5 kilometrov dolge gozdne ceste od Zilj do Adlešičev, a za njegovo uresničitev ni bilo denarja. V Ziljah pa so vztrajali in s pomočjo občine ter Zavoda za gozdove razširili ter utrdili 760 metrov načrtovane ceste. To je bila nekoč vozna vlaka, vendar smo jo razširili, utrdili in navozili gramoz. Del že obstoječe gozdne poti proti Hruševcu pa so tudi asfaltirali. Kajti to je klanec, ki je vedno ga je odnašala voda, ko so bile nevihte, neurje. Celotna naložba je vredna okrog 13 000 evrov, del denarja pa so prispevali tudi lastniki gozdov. Vedno smo zložni in smo prispevali za asfalt, kakor tudi za to cesto. Pomembno za spravilo lesa, ki je bila doslej preozka, da bi po njej vozili kamioni, dodaja Čemas. Ko se gradijo gozdne ceste, se zmanjša spravilna razdalja, s tem se zmanjšajo stroški gospodarjenja in tako ostane lastniku večji dobiček čisti. Zato lastniki gozdov upajo, da se bo našel denar tudi za ureditev nadaljnjih 3 kilometrov gozdne poti, ki bi povezala Viniški in Adlešiški gozdni kompleks ter jim olajšala spravilo lesa in skrb za gozdove.